sami ste malo bližje hodru. Če si kdo želi, sploh otroci, če si kdo želi, lahko pride tudi na oder z mano in z ostalimi, ki bomo tukaj ne se pat, ne grizamo. Pa še en malo, bi se reklo, informacij. Tukaj si lahko vzamete tudi kavo, piškote, če mogoče komu zjutraj ni uspelo, ker je tako hitel na naš pohod za življenje, lahko tudi tukaj spije kavico, sole in poje kakšen piškot. Imamo WC-je, 2 WC-ja sta tukaj v taverni, če greste po stopnicah gor na desno, ostali so pa, se pravi, javni WC-ji na tržnici. Še enkrat lep pozdrav, kako ste? Malo bolj na glas. Eko. Še enkrat vas lepo pozdravljam spet tukaj v Kopru na drugem pohodu za življenje. Veseli smo, da smo zopet skupaj. Zbrali smo se, da skupaj pokažemo, kako smo veseli in hvaležni za naša življenja. Za življenja naših bratcev in naših sestric, naših mam, atijev, tatkov, nolotov, non, babic, detkov, tet, stricev, bratrancev, sestričen, za življenje vseh nas. Koper je res eno čudovito mesto in s pohodom za življenje in vsemi nami bo danes še lepši. Še enkrat, dobrodošli! Veste, smo pa danes tukaj tudi zato, da smo glas tistih, ki še ne morejo govoriti. Se pravi dojenčkov, ki so še v maminih trebuščkih. Tudi danes je z nami kar nekaj nosečih mamic in prav posebej pozdravimo te naše noseče mamice. Z enim bučnim aplavzom, dajmo! V naši sredi pa še prav posebej lepo pozdravljamo našega koprskega škofa Petra Štumfa. Gospod škof, veseli smo, da ste z nami. Prav tako lepo med nami pozdravljamo evropskega poslanca Bramka Grimsa. Prosim gospoda škofa, če bi se mi pridružil na odru, da bi skupaj zmolili angel gospodov in da nam daste en blagoslov, ne? Lepo pozdravljeni, hvalen Jezus. Radi živite? Jaz tudi. O to privoščimo rojenim in nerojenim. In za Božji blagoslov vseh nas, da bi vedno veselo živeli, sedaj zmolimo eno Očeta in Sina in Svetega Duha. Angel Gospod je vznanil Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Glede glasa Gospodova. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Ive 7 so postala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica. Molimo, nebeški Oče, pa angelu si nam oznanil čačenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj na svoje milosti in smo njegovem trpljenju in križu velikih slavi stojenja v Kristusu, našem Gospodu. Za mir v Ukrajini, naše deželi in po svetu, za zdrave družine, za vse še nerojene, za zdravo pamet, za papežega Frančiška v njegovi bolezni in preizkušnji, da bi okreval za vse bolne in pa po drugih osebnih namenih.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Marija, pomoč kristjanov, blagoslovi vas in varuj vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Po lepo, varno in mirno hodite. Po lep dan, blagosloven dan. Najlepša hvala, gospod Škof. Sedaj pa bomo najprej slavnostno razvili slovensko zastavo tukaj pri odru. Potrebovali bi 12 prostovoljcev, ki vas vabim k odru, da skupaj razvijemo to našo čudovito slovensko zastavo tukaj na začetku, tukaj pri Alšu. Alš. Kdo se bo javil? Tako, tako. Si greješ mlado telo, sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še srečala, a vse mi slotiva, da na svetu drug po drugem kličeva. V veselje nam je, da lahko v naši družbi pozdravimo tudi Uršo Cankar Soares. Urša, kar pridi tukaj. Zdaj, za tiste, ki še ne veste, Urša je mama 4 otrok, neumorna borka za pravice nerojenih otrok in koordinatorka slovenskih pohodov za življenje. Dobrodošla med nami tukaj v Kopru. Lep pozdrav sem skupaj, zelo sem vas vesela. Bomo skupaj zapeli Zdravljico, pa vas lepo prosim, da mi pomagate. Komu najprej veselo Zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sloveče matere. Živej nas i narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pred nam. Darojak prozvo vsak ne vrati.
vseh letošnjih pohodov za življenje je človek že od spočetja. Kaj pa želimo s tem povedati? Bi prosil Uršo, da nam spregovori o tem. Ok, tako. Zdaj imamo vse papirje. Evo, še enkrat, da vas lepo pozdravljena Primorska. Sem vesela, da smo spet skupaj. Najprej, da ne pozabim, že vnaprej čestitam vsem mamicam in tistem, ki boste mamice, kmalu ste že mamice, ki imate dojenčke. Lepo vam čestitamo po prazniku čez 2 dni. To ni za spustiti. Evo, tukaj mi smo danes prišli z enim namenom in sicer, da praznujemo življenje. In vas za začetek spodbudim, da pogledate malo levo desno, pogledate sosedu v oči, kakšne oči ima, kakšne barve ima oči, kakšne barve ima lase. Veste, vse to, barva las, barva oči, višina, spol, vse to nam je dano že ob spočetju. No, a nismo lepi? Kar poglejte se, vsak je malo drugačen, vsak ima na sebi nekaj edinstvenega, nekaj, kar je samo njegovo. Rada bi vam povedala, da je en študent doktorskega študija na univerzi v Chicagu, imel je bilo Steve Jacobs, naredil 2 zelo zanimivi raziskavi. Najprej je vprašal ljudi, kdo mislijo, da je verodostojni vir informacij o tem, kdaj se začne človeško življenje. Večina ljudi mu je odgovorila, da so to doktorji biologije. Potem pa je naredil še eno raziskavo med doktorji biologije z vprašanjem, kdaj se začne človeško življenje. In več kot 95% biologov mu je odgovorilo, da je to v trenutku oploditve, spočetja. Tako da, vedno postavljamo znanost za verodostojno. Zakaj se potem tu ne upošteva znanstvenih dejstev? In naprej, doktorica molekularne genetike, dr. Tara Sander-Lee pravi, da če tudi ne bi vedeli, kdaj se začne življenje, kot mnogo ljudi govori in s tem opravičuje splav, bi to, da v bistvu ne vedo, kdaj se začne življenje, bil v resnici argument proti splavu. Zakaj? Predstavljajte si, da ste lovec in greste na lov s prijateljem, s katerim se na neki točki ločite in greste vsak v svojo smer gozda. V grmoju se nekaj premika in vi niste sigurni, a je to srna ali je mogoče tisti vaš prijatelj. A boste ustrelili? To bi bilo kriminalno dejanje, če bi ustrelili, ker je za tem grmovjem lahko človeško življenje. Torej, če je možnost, da je v maternici človeško življenje, bi bilo strahotno, da bi ubili to življenje. In genetičarka gospa Sander nadaljuje, da so znanstveniki popolnoma gotovi, da se človeško življenje začne s spočetjem. Ob nastanku novega človeškega življenja pri oploditvi, ko se združita moška in ženska spolna celica, nastane nov, edinstven in neponovljiv genski DNK zapis, kjer je vse to, kar smo že prej našteli, znano in se ne spremeni celo življenje. In veste, otročku, kdaj mu začne biti srce otroci? Vi veste? Že pri 3 tednih otroku začne v maternici biti srce. To je večinoma žensk še sploh ne ve, da so noseče in jim že bije srce. Pri 7 tednih otroček lahko že sklene rokice. Pri 10. tednu mu že zaznajo možganske valove. Pri 12. tednu že lahko požira, se praska po glavici. Pri 14. tednu ima že prstni odtis. Med 18. in 35. tednom jih lahko zdravniki operirajo v maternici. Lahko otroci čutijo bolečino, se smejijo, kašljajo, zehajo, kolcajo, se odzivajo na svetlobo in zvok, spijo in verjetno celo sanjajo. Nekateri znanstveniki pa pravijo, da otroci lahko v maternici tudi jokajo. Torej to, da je otrok najprej zigota, nato blastocista, nato embrio, potem pa fetus, nikakor ne zmanjšuje njegove človečnosti. To zgolj pojasnjuje človekovo starost. Nič drugače kot tako naprej. Novorojenček, malček, predšolski otrok, šolar, najstnik in potem odrasel.
A se vam zdi pošteno, da ljudi ločimo na tiste, ki so mlajši in starejši in imajo mlajši manj pravice živeti kot starejši? Se vam zdi to pošteno? Kako se torej lahko kot družba odločimo, da je tako velika skupina ljudi, kot so ljudje v maternici, manj vredna kot tisti, ki smo že prišli iz maternice? Kdo lahko o tem odloča? Te naši prijatelji tam čez? Kdo se lahko vzame to pravico? Kako lahko zakoni ščitijo eno skupino ljudi, drugih pa ne? Kaj smo mi neka privilegirana skupina? To, da imaš človekove pravice, je dovolj zgolj to, da dobiš človekove pravice, je zgolj dovolj, da si človek. In otrok pred rojstvom je človek. Povejmo, otrok pred rojstvom je človek. Potem takem lahko etiketiramo za manj vredne tudi druge skupine ljudi. To že vidimo v naši družbi. In ta poskus dehumanizacije spremljamo prav sedaj s poskusi legalizacije zastrupljevanja odraslih, ostarelih in nemočnih. Dehumanizacija otrok v maternici, dehumanizacija ostarelih. Dve strani istega kovanca kulture smrti. Oboje je huda krivica. Popravili jo bomo pa samo tako, da bomo izobrazili o tem naše otroke, ki bodo potem prekvasili družbo. Sem že skoraj pri koncu. Za konec vas bi rada naučila še eno definicijo, ki vam lahko pride zelo prav. Odgovor na vprašanje, zakaj je splav narobe, gre tako. Namenoma vzeti življenje nedolžnemu človeku je vedno narobe. Splav vzame življenje nedolžnemu človeku. Zato je splav vedno narobe. Torej, dragi zbrani, bomo branili nedolžne in nemočne. Naslednjič lahko to naredimo že v jeseni. Lepo vabljeni na vse slovenski pohod za življenje v Ljubljano. Potrebujemo prav vsakega izmed vas. Tudi zato pridemo na Primorsko, da vas navdušimo, da se nam pridružite tudi v Ljubljani. Zakaj? Saj veste, napisali bodo, da nas je bilo 100. V Ljubljani, ko nas je več 1000, napišejo, da jih nas je nekaj 100. Tako da rabimo veliko ljudi, kajti le skupaj smo lahko močnejši glas za nerojene. Tako, sem že skoraj konec. In samo še to. Mi že vemo, da smo s pohodi za življenje že rešili eno človeško življenje. Kajti lani je na pohod v Ljubljano prišla mamica z dojenčkom, ki je prav na pohodu za življenje izvedela, kje lahko dobi pomoč. In sicer na stojnici zavoda Živim in se je potem obrnila na njih in zato ta otroček živi. Tako da hvala vam, ker ste del spremembe naše kulture na bolje. Če rešimo eno življenje, je vredno. Lepa hvala. Urša, lepa hvala za ta govor. Dajmo še en velik aplavz za Uršo in za vse nas. Torej, kako vemo, da je nerojeni otrok človek? Med drugim tudi zato, ker ima bitje srca. In sedaj vas vabim, da skupaj prisluhnemo posnetku bitja srca otroka v maminem trebuhu. Srca otroka v maminem trebuhu. Sedaj bi vas pa povabil, da prisluhnemo kratkim pričevanskim zgodbam, ki govorijo, kako dragoceno je vsako življenje. Nataša Juriševič je upokojena babica. Videla je mnogo veselih in žalostnih zgodb. Pri slednjih ni ostala ravnodušna, ampak je poskušala pomagati. Prisluhnimo njeni zgodbi. Ker pa gospe Nataše danes ni z nami, bo zgodbo prebrala Mojca Mamič.
Spočetje otroka je 9-mesečno potovanje v maminem trebuhu, objemu. Največji čudež je, kako se mali otrok na svet poda. Sem upokojena babica. Delala sem v porodni sobi, na patronažni, kjer sem na domu negovala novorojenčke in mame po porodu in dispanzerju za žene. Veliko je bilo nosečnic, ki so prihajale na preglede v pričakovanju zaželjenega otroka. Ob sobotah je bila ambulanta za dijake in študente. Žal so prišla dekleta predvsem za kontracepcijske tablete. Z vsako pacientko sem se pogovorila o posledicah in škodi, ki se lahko konča žalostno. Če je bila pri kateri ugotovljena nosečnost in bila nezaželena, sem si še posebej vzela čas za pogovor. Poslušala sem njihove zgodbe, polne žalosti in stisk, in jih kljub temu spodbujala, naj premislijo, ker jim je prav ta mali otrok namenjen in bo prinesel v njihovo življenje veliko veselje. Za vsako dekle ali ženo, ki si je premislila in obdržala otroka, je bila zame velika zmaga, veselje in sreča. Zakaj? Mame so po 6 do 8 tednih prišle na pregled in nekatere so prinesle pokazati svojega otročička. Naj vam povem samo eno zgodbo. Nekoč je prišla ena gospa na pregled. Ko je prišla od zdravnika, je stopila k meni, objokana in trdno odločena, da ne bo rodila otroka. Nikakor je nisem mogla prepričati. Odšla je iz ambulante. Nekaj se je v meni premaknilo in šla sem za njo. Poklicala sem jo in jo objela. Rekla sem ji, da bo še vse dobro. Čez 1 mesec je ponovno prišla na pregled, odločena, da bo rodila. Pogosto je imela skrbi in strah v sebi. Potrebovala je pogovore in spodbudne besede. Njena zgodba se je zaključila z rojstvom zdrave deklice. V dispanzer ni prihajala več pogosto, so se pa srečevali občasno v mestu. Vedno se mi je zahvaljevala in govorila, kako srečna je, da je obdržala tega otroka. Po dolgih letih sva se slučajno srečali v mestu. Ogovorila me je in mi povedala, vsa ponosna, da ima vnuka, ki ga je rodila prav ta deklica. Objeli sva se in si obljubili, da se bova še srečali. Moj zaključek je, da je vsak otrok čudež, zato ga sprejmimo in ljubimo. Hvala lepa. Lepša hvala. Dajmo še en aplavz, prosim. Himna naših koprskih pohodov za življenje je postala čudovita pesem Jaz bom vedno ljubil te. Iz srca med nami pozdravljam Aleksijo Bizjak-Lopez, ki nam bo zapela to prelepo pesem. Nikoli ne bom nikoli
Hvala, Aleksija, za zapeto. Med vami so sedaj tudi škatle s prostovoljnimi prispevki. Bi prosil, da jih pokažete, te, ki jih imate. Fantje, v glavnem so med vami škatle za prostovoljne prispevke, ker vsi te pohodi za življenje lahko so omogočeni samo s prostovoljnimi prispevki. Veliko nam pomagaste z vsakim darom, da lahko potem ozaveščamo in pomagamo ljudem v stiski, oziroma mamam in staršem in seveda nerojenim otrokom. Na oder bi pa sedaj povabil mlado mamico Janjo Račič ter Žigo Maura. Janja je bila študentka in prišla pred težko preizkušnjo. V svoji stiski je pokazala velik pogum. Razni ljudje so ji namreč svetovali, da je pomembna ona, njena prihodnost in kariera. Ona pa je dala prednost otroku. Lepo vas pozdravljam, vse tiste, ki smo tukaj in tiste, ki ste prišli od daleč. Moja zgodba se začne prav tukaj v Kopru. Približno 10 let nazaj, ko sem bila študentka, 20 minut hoje od tukaj je študentski dom, kjer sem imela svojo sobico. Prav pri tem študentskem domu sem prvič opazila fanta, ki me je svojo zunanjostjo zelo pritegnil. Zato sem navezala stik za njim. Hitro sem izvedela, da sem noseča. Novice sem se zelo razveselila in niti za sekundo nisem pomislila, da dojenčka ne bi obdržala. Fant pa novice ni bil tako zelo vesel, odločil se je, da bo odšel. Ni bil pripravljen biti oče in nagovarjal me je na splav. Ostala sem sama v študentski sobi, ki sem si jo delila skupaj s cimrom. Staršev nisem imela, ne nobene pomoči sorodnikov. V lasti sem imela le svoj kovček oblačil. Ljudje okoli mene so me hitro začeli nagovarjati na splav. Bili so mnenja, da otroku ničesar ne bom morala dati. Spraševali so me, kako mu bom kupila torbo ali plačala šolske izlete. Skratka, uspelo mi je v en dan stlačiti 10 let otrokovega življenja. Bila sem mlada in iskala sem odgovore pri odraslih. Oni pa so mi govorili, da itak to še ni dojenček in mi govorili, da naj naredim splav. Želela bi si, da bi vsi bili tiho, zadržani mnenje zase. Prihranili bi mi res veliko trpljenja. Mislim, da se mnogokrat premalo zavedamo, da ima prav vsak posameznik lahko velik vpliv na odločitve posameznika. Vse besede, kot so, ni pravi čas, nimaš dovolj denarja, nimaš stanovanja ali se ti sploh zavedaš, kakšne so razmere po svetu. Vse to so meje, ki si jih človek postavi sam. Naj ne bodo takšna prepričanja razlog, da se ustavimo. Odločitve sprejete iz stiske so največkrat napačne. Izven teh mej obstaja drugačno, lepše življenje. Obstaja občutek, ko sem svojega dojenčka prvič sprejela v naročje in preseže vse besede. Nisem vedela, da na svetu obstaja tako velika ljubezen. Jonatan je moja sreča, moj ponos. Naučil me je, da sreča ni odvisna od velikosti sobice in ne od denarja. Neizmerno me osrečuje. To, da sem lahko mama, je nekaj najlepšega in vse, kar imam. Ne bi znala drugače. Prav tukaj čutim svojo moč. Še enkrat bi rada poudarila, da vsak lahko pomaga in spremeni življenje nekomu. Hvala Zavodu Živim, hvala vsem, ki ste mi v stiski pomagali. Hvala za ta dogodek, ki spreminja zgodbe. Opozarja, da stiske minejo in so normalni del našega življenja. Nikakor pa ne naš konec.
Janja, hvala za tako čudovito pričevanje. Jaz sem prišel pa iz strani Zavoda Živim in sicer, da nas malo predstavim, da tudi mogoče, če je kdo tukaj v stiski ali pa če sliši kdo, ki je v stiski, da ve, kam se obrniti in ve, kaj pričakovati. V Zavodu Živim stojimo ob strani ženskam v stiskah, ki doživljajo ob nosečnostih ali splavu ali po splavu. Nudimo jim pogovor, svetovanje, terapije, duhovne vaje za ozdravljenje po izgubi otroka in materialna, finančna pomoč preko programa Preživim in dobrodelne trgovine Skupno dobro. Stiska in trpljenje po splavu sta nepredstavljiva. Največkrat v tem svojem doživljanju ženske ostanejo same in izolirane od sveta. Zato jim želimo na Zavodu Živim sporočiti, niste same. Ne obsojamo vas, ampak vas sprejemamo s sočutjem in empatijo. Najlepša hvala Janja, najlepša hvala Žiga. Hvala Zavodu Živim za pomembno poslanstvo, ki ga opravljate. Hvala vsem pričevalcem, ki mogoče se boste drugo leto opogumili, da nam kaj spregovoriste. Pomembno je, da Pohod za življenje podpirajo tudi politiki, zato smo veseli, da je danes, tako kot lansko leto, z nami evropski poslanec Branko Grims, ki ga prosim, da se mi pridruži na odru in nas lepo pozdravi. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav. Danes smo se zbrali tukaj zato, ker zavračamo kulturo smrti, ker sprejemamo in odločno podpiramo kulturo življenja, vse, kar je dobrega, kar je lepega, kar je človeškega, kar krepi slovenski narod. In to sporočilo v slovenskem narodu, ki ima prenizko rodnost, samo okoli 1,5 uradno, dejansko pa še nižjo, je izjemno pomembno. Potrebujemo premik, potrebujemo najbolj pozitiven civilizacijski premik. In zavedati se moramo, da nihče od nas, ker nas stalno potikajo, ni za nobeno prepoved. Zmaga dobrega bo dosežena takrat, ko slabe rešitve kulture smrti, ki v resnici ne prizadanejo samo žrtev, nerojene, bolnike, starejše, ampak tudi njihove bližne, kar vam seveda častilci kulture smrti zamolčijo. Nikomur več niti na misel ne bodo prišle. To je naš cilj in zato potrebujemo najbolj pozitiven civilizacijski premik, premik stran od kulturnega marksizma in tako prihranjen denar nameniti za podporo demografiji, za podporo družini, za podporo otrokom, za podporo materinstvu in očetovstvu. In ker je čez 2 dni materinski dan, naj v tem trenutku opozorim, da je prav materinstvo najbolj pozitivno, najbolj pomembno poslanstvo ženske. In zato naj ob tej priložnosti vsem materam, vsem, ki še bodo matere in vsem, ki bi želele biti mamice, iskreno čestitam za materinski dan. Bog vas živi, Bog živi krščansko Evropo, Bog živi krščansko Slovenijo, Bog vas živi, Bog živi slovenski narod. Najlepša hvala. Evo me zanima, če se je kdo zapomnil, kaj je geslo vseh letošnjih pohodov za življenje. Ga bomo ponovili. In sicer človek že od spočetja, se pravi človek že od? Človek že od? Ajde, zdaj pa sami? Dobro je. Zdaj pa je pred nami osrednji del današnjega dne. Pohod za življenje po Kopru. Pohod bo letos potekal ob morju do mostov z Žusterno in nazaj. Na oder vabim
Davida Belaca, vodjo mladinske skupine Pohoda za življenje, ki nas bo usmeril na pot. Živa, nekaj ful kratkih navodil. Torej, zdaj se bomo postavljali po vrsto. Najprej bo prišla mladina z velikim transparentom. Za mladino bodo družine, potem bo velika slovenska zastava. In čisto na koncu se vsi skupaj postavimo v lepo, ravno urejeno vrsto. Prosimo vas, da se držite navodil policistov in redarjev. In pa predvsem nagovarjamo starše, da pazite na svoje otroke, da pač kašen ne bo stekel na cesto. In to je vse. Hvala. Hvala, David. Se pravi, sedaj gremo na pohod za življenje po Kopru. Tako kot nam je dal navodila David, ko pridemo nazaj, pa nas tukaj čaka še veliko lepega. Pozdravil nas bo vodja Pohoda za življenje v Kopru Martin Vuk. Veselo bo s harmonikami in plesom, v glavnem fešta. Za lačne smo pripravili kruhke s polenovko, za otroke z nutelo, lahko tudi za otroke s bakalajem, ko rečemo pri nas. Tudi za žejo bo poskrbljeno, skratka, fešta bo, dajte ostati z nami tudi po tem pohodu. Zdaj pa naj se pohod začne, ne?